napovedujem naš sklepni del prvega dela industrijskega foruma IRT 2023 in sicer, tako kot sem obljubila, bomo to sklenili za pomenljivo okroglo mizo in sicer naslovili smo jo Prvaki trajnostne rasti, kako nam bo uspelo. Kaj menite, nam bo uspelo na kratko? Absolutno, odlično. Izvolite, vi ste prva od mojih sogovornikov, sogovornic, sicer pa na oder tudi vabim gospoda Aleksandra Zalaznika, ki ga vsi dobro poznamo po več kot uspešnem vodenju podjetja Danfostrata, ki pa je po 30 letih to funkcijo prepustil gospe. Tako. Na oder vabim tudi Petro Juvančič, izvršno direktorico Združenja Menedžer. Lepo pozdravljeni, izvolite. Magistrico Katjo Mohar-Bastr, direktorico DIH Slovenije. Dobrodošli med nami. Z nami, kot že rečeno, gospa Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije in še že slišanega gospoda Bogomirja Straška, direktorja KLS Ljubno in predsednika sveta Gazel. Še enkrat dobrodošli. Morda za začetek, tako da prebijemo led, govorimo o prvakih, govorimo o trajnosti. Kar nekaj izzivov je pred nami. Mogoče asociativno, kako si predstavljate besedno zvezo trajnostna rast? Namreč na uho mi je prišlo, oziroma slišala sem intervju gospe Lučke Kajfež-Bogataj, ki je dejala, da besedna zveza v sebi skriva naboj paradoksa. Kako bi lahko rastli in bili obenem trajnostni? Gospod Strašek, ali je to misija nemogoče? Ja, jaz mislim, da... Upam, da je to prižgano. Zagotovili so mi, da je. Halo, to pa bo, mečkem bolj tako. Odgovor na to vprašanje ni tako enostaven. Bomo ali pa ne bomo. Ne? Zato, ker smo na eni strani pred problemom, kako zagotoviti obstoj in razvoj za zaposlene, za podjetje, na drugi strani seveda pa kako ne škoditi okolju in to dolgoročno zagotavljati. Jaz mislim, da smo mi že velik del tega že napravili. In je to tudi naša poslovna filozofija, ker imamo v osnovnih ciljih zapisano, da nas interesira samo dolgoročen razvoj podjetja. Seveda ta mora biti poslojen tudi z družbo, z okoljem in to v veliki meri tudi uresničujemo. Gospa Mohar-Bastr, vi pospešujete digitalizacijo. Ali je to en tak lahek odgovor tistim, ki pravijo, da je zagotavljanje ESG-ja spet neka birokratska zadušitev dinamike razvoja? Ja, mislim, če lahko izhajam recimo iz digitalizacije, mi se predvsem ukvarjamo z malimi in srednjimi podjetji. Digitalizacija je imela en tak prizvok optimizacije že recimo 5 let nazaj oziroma 4, ko smo mi začeli z osveščanjem in pa pomoči tem podjetjem. ESG je pa nekako vračamo se k koreninam, tudi naše babice so vse trikrat obrnile, pa čez 7 let vse prav pride, pa tako naprej. Zdaj, nekaj časa je še za podjetja, zdaj ESG se je razširil na več podjetij, ni samo neko poročanje, tako kot je bilo zdaj, ker ni bilo strukturirano, zdaj bo to standardizirano poročanje, finančna taksonomija, korporativno poročanje in tako naprej in se bo treba na to pripraviti. Tako da prej, ko se bo začelo, manjše breme bo to nekako za podjetje. In tudi nekako te priprave na to poročanje bodo lahko, to prvi rezultati bojo že pokazali, kje se je treba malo bolj potruditi. Definitivno vsaka regulativa je neko breme. In tudi kako nastaja regulativa. Na začetku so nagrade, pa so pohvale, pa se izpostavi tiste, ki so res dobri. Potem pa začne malo časa zmanjkvati, pa se vidi, da je treba majhen bolj zašiliti. Se dajo pa direktive, pa polka je sploh kriza, se dajo pa uredbe, ker ne more niti država se prilagoditi več potem nacionalnim specifikam.
In ja, bolj ko se bližamo tem deadlinom, ki si jih je postavila Evropska skupnost, bolj rigorozne so tudi zahteve. Ja, leta 2027 je nek prelomen datum, ko bodo podjetja morala se pripraviti na ESG poročanje, no. Zdaj se bo majčkeno drugače stvari, se bojo tudi imenovale, no, ker so 3 direktive. Pa digitalizacija bo tukaj zagotovo pomagala vsaj z nekim avtomatiziranim poročanjem na začetku, pa kakor vemo, tako kot optimizacija, so pa procesi boleči, a ne tako prilagoditve in pa popisi, tako da. Ja, res je, ampak morda bomo pa vendarle Slovenci dovolj modri in iznajdljivi, da bomo v tem našli priložnost, morda postali celo zgled. Gospa Nahtigal in Petra Juvančič, zelo me veseli, da takole skupaj sedita na okrogli mizi in da pravzaprav pokažemo, da resno mislimo, ko govorimo o sodelovanju različnih deležnikov, inštitucij in tako naprej pri zasledovanju skupnih ciljev. Ampak predsednica Evropske komisije je, mislim, da na začetku letošnjega leta dejala, da smo pravzaprav priča največji industrijski preobrazbi našega časa, morda vseh časov človeške civilizacije. Kaj je imela po vaši oceni v mislih, kaj nas čaka? Najprej ne sediva prvič skupaj. Jaz moram reči, da gospodarstvo se skuša v največji možni meri zdaj tudi